Pozdravljeni! Na prošnjo Branke sem danes za vas pripravila 3 tehnologije, s katerimi se lahko osvobodite bolečin v kolenu in jih regenerirate. Kajti obraba kolen je proces, ki je nasproten regeneraciji, in če povečate hitrost regeneracije, je logično, da dosežete, da se vaše koleno regenerira in obnovi. In to povsem naravno. Sem Kristina Knific. Po izobrazbi sem doktorica znanosti, ukvarjam pa se s svetovanjem na področju osebnostne rasti in sem tudi predavateljica učenj dr. Gregorija Grabovoja. Čeprav smo se v šoli učili, da je osebnost človeka vsota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika, pa je osebnost človeka bistveno obsežnejša, kajti človek je veliko več. Iz učenja dr. Grabovoja izhaja, da je človekova osebnost sestavljena iz duše, duha, zavesti, njegovega kontakta z stvarnikom in ne le telesnega nivoja, torej telesa. V tem posnetku pa vas naučim, kako si lahko tudi vi sami z uporabo vaše zavesti na podlagi znanja in tehnologij, katerih avtor je ruski znanstvenik dr. Grabovoj, osvobodite neprijetne bolečine v kolenu in pohitrite regeneracijo vašega kolena. Kaj pravi Grabovoj o bolezni? Takole pravi: katerakoli bolezen se najprej razvije na informacijskem nivoju. To je dosti drugače, kot smo se učili v šoli, kajne? In potem dodaja: in šele, ko se tu razvije, torej na informacijskem nivoju, torej ko se tu razvije in formira v dovolj veliki stopnji, šele potem se manifestira tudi na fizičnem nivoju, torej pride do njene pojavitve v fizičnem telesu. Od tu lahko vidimo, pravi Grabovoj, da je zdravljenje samo fizičnega telesa zdravljenje posledic. Predlaga, da je bolje začeti zdraviti z obzirom na vzrok bolezni. Kajti vzorci imajo svoje korenine na finih planih obstoja. Zato se efektivno zdravljenje, pravi dr. Grabovoj, precej lahko zagotovi na osnovi aktivne uporabe zavesti. In tega se bomo danes naučili. Torej, naučila vas bom, kako lahko z aktivno uporabo svoje zavesti vi sami sebi pomagate, da se osvobodite bolečine, ki poslabšuje kakovost vašega življenja, in si regenerirate svoje koleni, da boste lahko spet svobodno hodili in počeli stvari, ki vas veselijo. Podala vam bom osnovno znanje, ki ga boste lahko takoj uporabili in dosegli rezultat, ker so tehnologije enostavne. Za vse ostale, ki pa bi želeli razumeti zakonitosti, zakaj je temu tako, spoznati sebe, svoje možnosti, pohitriti svojo osebnostno rast, pa vas vabim, da se pridružite predavanj in seminarjem iz učenj dr. Gregorija Grabovoja, ki potekajo v slovenskem jeziku, in o tem si lahko več preberete tudi na moji spletni strani. Bolečine v kolenu pravijo, da so pogosto tegoba pri odraslih, kot tudi pri športnikih. Evropska organizacija za varnost in zdravje pri delu na primer navaja, da so najpogostejši vzroki bolečine v predelu kolena obraba, vnetje ali poškodbe sklepa. Bolečina v kolenu lahko nastane, pravijo, tudi zaradi vnetja kit, njihovih ovojnic ter mišic, kar je pogosto posledica prevelikih ali ponavljajočih se obremenitev kolena. Stroka meni tudi, da je prekomerna telesna teža lahko poveča obremenitev kolen, kar vodi do obrabe oziroma bolečine. Možno pa je, da se bolečina prenese tudi iz hrbtenice ali kolka. Tako o tem pravi zdravniška stroka. In zdaj prehajamo na prvi pristop, kako se lotiti regeneracije. Najprej vam predlagam, da si postavite pozitivno vizijo prihodnosti. Kajti vedno, ko delate kakršnakoli upravljanja, je potrebno, da si postavite pozitivno vizijo,
torej dolgoročno in kratkoročno vizijo svoje prihodnosti, kajti s tem boste dosegli svoje rezultate bistveno hitreje. Kaj je pozitivna vizija? Pozitivna vizija je lahko slika, predstava vas samih, kako na primer zlahka hodite po stopnicah, greste v hribe s prijatelji ali počnete karkoli drugega, kar vas veseli, pa zdaj zaradi bolečin oziroma stanja ne morete. Ste omejeni, tega ne morete pač početi, ampak to si želite. Torej, to je lahko vaša kratkoročna pozitivna vizija, ob tem pa si na tej sliki, viziji vas samih, predstavljate tudi druge ljudi, da so enako kot vi zdravi, mladi in se svobodno gibljejo. Zdaj, če želite, lahko oblikujete tudi srebrno-belo sfero. Kaj je sfera? Sfera je geometrijsko telo, ki ima obliko krogle in je srebrno-belo barve, torej naredite srebrno-belo sfero. To sfero si lahko vizualizirate ali pa si jo enostavno narišete na papir in vstavite to sliko vaše pozitivne vizije v to sfero in z impulzom duše aktivirate to svetlobo, to sfero na način, da začne oddajati informacije. In te informacijami se lahko takoj začnete regenerirati. Tudi tekom dne imate lahko koncentracijo na tej sferi in tako izvajate regeneracijo. Torej, nekateri mi pravijo, da imajo pozitivno vizijo, pa se nekako počutijo ujeti, da v življenju nekako ne morejo naprej in v takem primeru ljudem vedno svetujem, da naj se obrnejo na svojo dušo, da jim pokaže rešitev te tegobe, kajti v duši so vse rešitve za vsakršni problem, ki ga ima človek. Kako se obrniti na svojo dušo, si lahko pogledate v posebnem posnetku, ki je objavljen na mojem YouTube kanalu. Ko si postavite pozitivno vizijo, vas vabim, da izvedete koncentracijo na številski niz za normiranje bolezni in za regeneracijo kolena. Zakaj vam to svetujem? Enostavno zato, ker ljudje na splošno radi izvajajo koncentracije na številski niz in so enostavne in učinkovite, zato sem jih vključila v ta posnetek. Kako pa izvesti koncentracije? Najprej vam predlagam, da se umirite in si date namero skladno z učenjem, bo to namera za makrorešitev in to lahko enostavno naredite tako, da svojo namero oblikujete v obliki stavka, kot na primer želim, da se regenerirajo kolena vseh ljudi in tudi moje. Da sem zdrav, zdrava in zlahka počnem stvari, ki me veselijo. Če nimate zanesljive diagnoze, lahko za omilitev bolečine in normiranje stanja v kolenu izvedete najprej koncentracijo na številski niz za nepoznane bolezni in del telesa, kjer je ta bolečina. Torej, če vas boli desno koleno, izvedete koncentracijo na številski niz 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1 in 4, 8, 1, 2, 5, 3, 1. Če pa vas boli levo koleno, pa številski niz za nepoznane bolezni in za levo koleno. In te dva številska niza se glasita 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1 ter 4, 8, 5, 1, 4, 8, 2, 9, 1. Številska niza si lahko napišete tako, kot sta napisana na listu papirja, ali pa podpišete enega pod drugega in vmes naredite znak plus. Ko izvedete normiranje nepoznanih bolezni, potem vam predlagam, da izvedete še koncentracijo na številski niz za regeneracijo celega kolena, torej da boste regeneracijo kolena pohitrili. Ta številski niz se glasi 4, 1, 9, 7, 1, 8, 2, 1, 4, 3, 2, 8. Kako se koncentrirati na številske nize? Koncentracijo na številske nize lahko enostavno izvedete na način, da svojo pozornost držite na številskih nizih na sliki tega slajda.
in številke enostavno berete iz leve proti desni ali iz desne proti levi, pri tem se na vsaki številki lahko zavrtite toliko, kot se vam zdi potrebno. Številske nize si lahko prepišete na bel list papirja, po možnosti A4 formata, brez črt, in se potem koncentrirate nanje, tako da se koncentrirate na zapis številskega niza na papirju. Pri številskih nizih, ki imajo presledek, in to so po večini vsi številski nizi za regeneracijo, pa tudi nekateri drugi, kot je recimo številski niz za regeneracijo kolena, ki je naveden na slajdu, vidite, da je presledek. Torej, na mestu presledka je pomembno, da se koncentrirate na presledek in sočasno na svoj cilj. Obstaja še več načinov, kako lahko izvedete koncentracije, in teh se lahko naučite na seminarjih, vendar je za začetek in za prve rezultate opisani način povsem zadosten. Sama izvajam prav na tak način, kadar sem v stiski s časom. Koliko časa pa izvajate koncentracijo? Koncentracijo na številski niz za nepoznane bolezni izvajajte do prenehanja bolečine, oziroma običajno je to zadošča lahko že 2 do 5 dni. Nato izvajanje koncentracije nadaljujete zgolj še na številski niz za regeneracijo kolena. Torej, kadar imam sama kakršnokoli težavo, napišem številski niz še na lepilni trak, na primer mikropore, kot je na sliki na tem slajdu, in ga potem prilepim nekje blizu dela telesa, ki ga želim regenerirati. V tem primeru bi bilo v območje kolena. In ko to prilepim, naredim z jasno namero in jasnim zavedanjem. Številski niz za nepoznane bolezni desne noge lahko nalepite, recimo, če ta bolečina seva v desni nogi, ga lahko nalepite na mesto, kjer seva bolečina, če pa v levi nogi, pa številski niz za nepoznane bolezni leve noge. Nekateri prilepijo tudi več trakov številskih nizov in teoretično je temu tako, da lahko povečajo učinek delovanja teh števil. Če pa imate neko diagnozo zdravnika, potem namesto številskega niza za nepoznane bolezni leve oziroma desne noge v naslednjih primerih uporabite navedene številske nize. Številski niz za normiranje osteoartroze, torej nevnetne bolezni sklepov, ki jo povzroči degeneracija sklepnega hrustanca, je številski niz 8, 1, 4, 5, 8, 1, 2. Za normiranje revmatoidnega artritisa, Grabovoj ga opisuje kot vnetno bolezen veznega tkiva, ki se izkaže oziroma ki se kaže predvsem na sklepih, pa je številski niz 8, 9, 1, 4, 2, 0, 1. Številski niz za normiranje kristalnega artritisa, tako ga poimenuje Grabovoj, in ga opiše kot bolezen sklepov, ki jo povzroči nalaganje različnih mikrokristalov, pa je številski niz 0, 0, 1, 4, 2, 3, 5. Če je potrebno, izvedite še koncentracijo na številski niz za regeneracijo mišic kolena, ki se glasi 3, 2, 9, 4, 8, 1, 9, 1, 8, 5, 1, 1 in številski niz za regeneracijo fascije kolena 5, 3, 9, 4, 2, 7, 8, 1, 9, 6, 7, 7. Fascija kolena je plast veznega tkiva, ki obdaja in povezuje mišice, kosti, živce in krvne žile v območju kolena. Regeneracija fascije je zato pomembna, ker daje fascijo podporo in stabilnost kolenskemu sklepu ter omogoča nemoteno gibanje. Koncentracijo na navedena 2 številska niza izvedite na enak način, kot sem prej opisala za številski niz za regeneracijo kolena, torej na mestu presledka se koncentrirate na presledek in na svoj cilj.
S koncentracijo na številske nize za regeneracijo res ne morete zgrešiti, vendar pa v primeru dvoma se glede navedenega lahko posvetujete tudi s svojim osebnim zdravnikom. Tretja tehnologija, ki vam jo predlagam, je tudi zelo enostavna in jo imajo običajno radi otroci. Namesto kolena, ki vas boli, si lahko vizualizirate srebrno-belo sfero, tako da koleno dejansko kot da se nahaja v tej srebrno-beli sferi. Sfera smo rekli, da je geometrijsko telo, ki ima obliko krogle. In držite koncentracijo na tej sferi in kolenu nekaj minut. Občutili boste v svojem telesu spremembo. Po teh tehnologijah lahko delate, recimo po tej tehnologiji lahko delate, medtem ko opravljate druga opravila, torej to sfero lahko držite z delom svoje zavesti, medtem ko recimo pomivate posodo ali gledate televizijo ali karkoli drugega počnete, lahko to počnete, vendar pa ne počnite tega pri delih, ki zahtevajo 100% vašo pozornost. S tem izvajanjem koncentracije na sferi, na delu kolena, dejansko normirate stanje in zelo hitro tudi to vpliva na bolečino. Kako hitro boste dosegli rezultat, je seveda odvisno od vas, pri sebi pa opažam, da je odvisno od mojega stanja, vere, katera podlaga je pri meni osebno definitivno znanje in razumevanje ter osebnostna rast in seveda tudi čas, da ga namenim izvajanju koncentracije oziroma upravljanja. Včasih dobim rezultat z enim samim upravljanjem, včasih pa je potrebno za dosego rezultata nekaj več časa in uporabljati včasih tudi različne tehnologije, zato sem vam tukaj predlagala 3 segmente. Seveda pa vas vabim, da se pridružite seminarjem, da spoznate še druge tehnologije, ki vam bojo pomagale regenerirati celotno vaše telo, ne zgolj vaše koleno. Vsekakor pa vam želim, da vi svoj rezultat dosežete s prvo koncentracijo. In to se pogosto zgodi, pravijo v učenju dr. Grabovoja, ko je človekova zavest, duh in duša delujejo usklajeno. Ko boste izvedli en cikel upravljanja, vam svetujem, da se zahvalite za dosežen rezultat, da je vaše koleno zdravo. Lahko se zahvalite tudi dr. Grabovoju, da je podal te številske nize, da je do vas prišlo to učenje, vsem upravljavcem, ki vnašamo informacijo v kolektivno zavest, in ne pozabite fiksirati rezultata. To lahko rečete tako, da 3-krat izgovorite recimo fiksiram dosežen rezultat, fiksiram dosežen rezultat, fiksiram dosežen rezultat, ali pa ponovite številski niz za ta namen 741, 741, 741. Na koncu vam svetujem, da prenesete tudi ta rezultat na materialno raven in sicer s koncentracijo na številski niz 889 in potem preusmerite pozornost navzdol in še 8. Vsekakor vam želim, da ste pri tem uspešni. Zdaj vsi tisti, ki pa želite biti obveščeni o predavanjih in seminarjih, se lahko prijavite na e-novice. Link bo objavljen pod tem posnetkom. Ob prijavi na e-novice dobite še darilo, to je priročnik za uporabo številskih nizov po učenju dr. Grabovoja, kajti ta priročnik je smiseln, ker iz njega dobite znanje o številskih nizih, več razlag, kot sem vam zdaj tukaj podala. In to je pomembno zato, ker z razumevanjem, kako številski nizi, kaj pravzaprav so, kako delujejo, zakaj delujejo, lahko večina od nas hitreje dosega rezultate. Prosim vas,
da če vam je bil ta posnetek koristen, da mi to sporočite tako, da kliknete na ikono pod posnetkom všeč mi je ali enostavno napišite v komentar. Predlagam, da ta posnetek delite tudi s prijatelji in znanci, ki imajo težave s kolenom, ki imajo bolečine, da se tudi oni tega naučijo in da jim pomaga. Z vami sem bila Kristina Knific. Hvala za vašo pozornost.